Jaz osebno mislim, da je moje dosedanje delo v bistvu najboljša podpora naslednjemu mandatu, nenazadnje pa predvsem ta podpora strani ne samo občinskega odbora SDS Sevnica in pa SDS Škocjan, predvsem pa podpora ljudi, ki so me že pred 2 leti nagovarjali, ko pa bodo volitve, pa prosimo, da zopet kandidiraš, ker se zavzema za ta kraj in to se mi ravno zdi najbolj pomembno. Nekdo, ki ima rad svoje ljudi, svoj kraj, bo verjetno tudi zelo rad delal za njih in za njihove potrebe. Zakaj se boste zavzemali? Kam boste dali poudarek? Moj osebni poudarek bo, glede na to, da sem sedaj predvsem deloval v odborih za izobraževanje in pa na odboru za kmetijstvo, da odpiramo te teme, predvsem pa bom skušal v tem mandatu, glede na dosedanje podpisane sporazume in pa gradbena dovoljenja, morda dal še večji poudarek temu delu na terenu, torej investicijam, tako na področju cest, zdravstva, srednjega šolstva, tako da upam, da te investicije, ki smo jih v zadnjih 2 letih spravili nekako preko dokumentacije, da jih bom sedaj tudi preko svojega dela kot poslanec spremljal pri sami izgradnji. Gre za nadzidavo in širitev zdravstvenega doma Sevnica, gre za posamezne cestne projekte, kot so obnova ceste Boštanj-Mokronog, rondo Šmarje, rondo Hofer, most, Log, potem posamezni projekti v občini Škocjan. Skratka, po mojem zadnjem štetju gre za preko 25 projektov, ki so nekako v načrtu strani države, pa ne samo načrt, ampak pred samo realizacijo, ki ne samo, da bodo spet nekako v planih, ampak da bodo do konca leta 2026 tudi zgrajeni. Zelo sem vesel, da smo v tem mandatu tudi iz neformalnih prišli na neko formalno raven delovanja, da smo se skoraj pred vsako sejo državnega zbora dobili, pogledali, ali je potrebno morda dati kakšnemu ministru tudi kakšno poslansko vprašanje ali pa z njim stopiti v formalni ali neformalni kontakt in skušamo te zadeve po posameznih ministrstvih konkretno reševati. In tukaj sem res zelo vesel, da v 4 letih ni prišlo niti do enega nesoglasja, čeprav smo, kot sem rekel, že 4 poslanci 4 strank iz 4 občin. In jaz osebno verjamem, da bo nek podoben model tudi v naslednjem mandatu, morda še s kakšnim poslancem iz Posavja več. Jaz osebno upam, da vsaj 4 poslanci, da bomo, če se nam pridruži pa še kdo, bom pa zelo vesel, ker včasih imam občutek, da kdo gleda na Posavje kot neko obrobno pokrajino oziroma regijo in več glasov, ko iz Posavja pove, kako je potrebno delovati, več je učinka za samo Posavje. Ja, jaz osebno upam, da poleg moje malenkosti, da bo verjetno tudi Matjaž Han zagotovo nadaljeval s svojim delom. Morda se nam zopet pridruži poslanec Šiško iz Krškega, če bo njegova stranka prišla v parlament. Kolega Zorčič se nažalost ni odločil za kandidaturo, ampak verjamem, da se nam bo kdo pridružil še tudi iz SDS-a, iz Posavje, verjamem pa tudi kdo iz novih obrazov. Minister Vizjak se je odločil, da ne bo več kandidiral. Ne, minister Vizjak ni kandidiral že tudi leta 2018. Ne vem, ali ga vleče nazaj v energetiko ali pa kakšne druge vode, to boste morali pa njega vprašati.